Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi Kratka zgodovina Grčije, ki je nedavno išla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Njen avtor je ugledni britanski zgodovinar in profesor Richard Klop, slovenščino je pa prevedla Jerneja Kavčič, profesorica z oddelka za klasično filologijo. Z njo se bo o vsebini knjige in najbrž še čem pogovarjal moj nekdanji profesor z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, Tone Smolej. Zelo smo vam hvaležni na založbi, da ste se prijazno odzvala našemu vabilu. Pa kar izvolite, vama predajam besedo. Če imamo med nami tudi predstavnike grškega veleposlaništva, samo bom nekaj povedala še v grščini. Axiotimi Kyrii diplomates, and prosopitis Hellenikis presbyas, σε καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση και θα ήθελα να σας εξηγήσω το εξώφυλλο του βιβλίου. Είχα την ελπίδα ότι θα το συζητήσουμε στην προηγούμενη συζήτησή μας, αλλά δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, το εξώφυλλο δείχνει ότι οι Σλοβαίνοι σας στείλανε τον πρώτο σας βασιλιά. Δεν ξέρω αν είσαστε ευγνώμονες ή όχι αυτό, αλλά δείχνει τους στρατιώτες, τους Βαβαρούς, πώς φεύγουν για την Ελλάδα, αλλά η εικόνα λέει, ο τίτλος της είναι ότι πώς οι Βαβαροί στρατιώτες φεύγουν για την Ελλάδα από το Πυράν. Ενώ κάποια ιστορικά βιβλία λένε ότι οι Βαβαροί έφυγαν από την Τεργέστη, αυτό μάλλον είναι λάθος, γιατί αυτή η απεικόνηση δείχνει ότι έφυγαν από το Πυράν. Άρα, εμείς σας τον στείλαμε. Έτσι. Παρακαλούμε. Και τώρα θα συνεχίσουμε στα Σλοβένικα. Ja, zdaj pa moramo začeti, ker smo omejeni časovno, ker sledi še eno predavanje, tako da bo seveda midva se že kar nekaj stvari pogovarjala. Dominira se vse, da bodo ta vprašanja nekako povezana tudi z diapozitivi. In prvi diapozitiv je že povezan z mojim vprašanjem. Knjiga, ki jo danes predstavljava, se začne pravzaprav z nekim zloveščim datumom, to je 29. maj 1455. Kaj pomeni zavzetje Konstantinopla za grško zgodovino? Veliki admiral, kot sporoča avtor te knjige, Luka Notaras, je teda izjavil, da rajši vidi v mestu zavladati turški turban kot katoliški talar. Torej, to, kar si omenil iz knjige Richarda Kloga, je zelo znano dejstvo za tiste, ki se ukvarjajo bolj z bizantinsko zgodovino. Z današnjega vidika pa to vsekakor zelo šokantno in presenetljivo, kajti padec Konstantinopla je brez dvoma velika zareza v grški zgodovini, potem sledi neko novo obdobje, kot poudarja tudi Richard Klog v svoji knjigi večkrat, je za Grke ravno zato, ker je Konstantinopel padel na torek, je to za Grke še vedno slab dan, slabo znamenje, takrat se ne sme nič začenjati. Ampak v očeh sodobnikov je bilo to precej drugače. Mnogi so res menili, da je bolje pasti v roke Osmanov kot Zahoda, kajti skozi cel srednji vek so potekali zelo hudi konflikti med Zahodom in Vzhodom. Zahod je svojo vojaško pomoč, pogovarjali so se o tem, da bi zahodne države pomagale tudi Bizancu v obrambi pred Turki, ki so se vedno bolj bližali. Ampak pogoj je bil združitev na cerkvenem področju, kar je za Grke pomenilo, da bi morali priznati papežev primat. In to je za Grke še vedno nesprejemljivo, heretično. In mnogim se je zdelo bolj sprejemljivo pasti v roke Osmanov, kjer bodo sicer živeli deprivilegirano življenje, in tako se je tudi zgodilo, ampak bodo lahko ohranjali svoje norme, svoje dogme krščanske. To je bil v bistvu glavni razlog, zakaj je admiral omenjen Lukas Notaras to rekel. Poleg tega so bili res te stiki med Zahodom in Vzhodom skozi cel srednji vek tako naporni, tako težki. Eden od
pomembnih dogodkov, ne, je bila četrta križarska vojna leta 1204, ko so križarji izropali Konstantinopel. Ne. Takrat, recimo za klasične filologe je to zanimivo, ne, takrat so verjetno tudi uničili križarji Ateno, Fidijevo, ne, kip. In to je pač zarezano, to je pustilo take do težke rane, ne, v zavesti Grkov. In nekatere rane so še vedno precej žive, ne, še vedno za leto 1204 na zahodu morda ne pomeni nič, v grški zavesti pa to še je vedno en kamen spotike. In se do 15. stoletju so bile ta občutja še močnejša. Ja, zdaj smo že nekoliko slišala, kakšno je bilo življenje pod turškim jarmom. Mogoče bi pa vendarle spregovorila tudi nekaj besed o vlogi tako imenovanih fanariotov. Tako, ne? Torej, življenje pod turškim jarmom, na eni strani je bila res ta jara, raja, ne? Preprosto ljudstvo, ki je živelo svoje deprivilegirano življenje in sicer ponavadi pa ohranjalo krščansko vero, ne? Ampak grška družba je bila v resnici veliko bolj razslojena že takrat, ne? Po drugi strani je pa obstajala nekaj, čemu Richard Klop pravi tudi grška aristokracija in že po tej sliki vidimo, to je Grk, ne? Vidimo, da to ni preprost reven kmet, ampak to je fanariot. Fanarioti so bili Grki ali helenizirani Albanci ali tudi Vlahi, ki so v bistvu tvorili neko aristokracijo v osmanski družbi. Sprva so opravljali diplomatske službe, ne, Osmanov, bili so veleposlaniki na zahodu, dragomani, ne, to je bila zelo pomembna funkcija, ker so znali tuje jezike. Mogoče najpomembnejša funkcija fanariotov je bila pa že proti koncu osmanskega obdobja, ne, ko so v bistvu postali sultanovi namestniki v podonavskih kneževinah, Moldaviji in Vlaški. To je pomenilo, da so bili bolj ali manj samostojni vladarji, ne, ki so imeli razkošne dvore na področju današnje Moldavije, Romunije, ne, in so tam vladali, bolj ali manj kot samostojni vladarji. Zdaj, njihova v grški zgodovini imajo tako zelo dvoumno vlogo, ne, nekateri so bili preveč, kot pravi tudi Klok, ne, preveč konformistično nameščeni v osmansko družbo, da bi recimo podpirali grško ustajo tudi, ne. Drugi pa spet ne, drugi so pa podpirali tudi razsvetljenske ideje, tiskale so se grške knjige, ne, v njihovih deželah. In eden od njih je bil Mihail Sucos, ki je tukaj prikazan v tej pravem osmanskem razkošju, ne, tej bogatiji, ne. Ampak obenem on je podpiral tudi grško ustajo. In potem je bil eden redkih, ki je potem tudi v novi grški državi se vključil tudi v politično življenje in bil tudi veleposlanik, ne, te države, novo nastale grške države. Sicer pa izraz fanari pomeni, ne, to je ime so dobili po četrti fanarju v Konstantinoplu, tako da so izhajali te družine. Ne. To pomeni svetilnik. Prebivalci te četrti, dobesedno to pomeni. No in zdaj bomo prišla pa seveda do nekega vprašanja, ki naj jo seveda povezuje, zato sem bo največ tudi na zalogi prosili, da se pogovarjam s tabo, vidimo posebno filijo do filohelenizma. Ja. S tem, da imaš ti do grške plati filohelenizma, mene pa bolj zanima seveda zahodni del. Ne. Torej, za nas je Slovence je v tej knjigi, ne, ki se pač ukvarjamo tudi s kulturno zgodovino ali pa s primerjalno književnostjo, bo seveda to poglavje o filohelenizmu zanimivo. Mi dejansko bolj poznamo zahodno plat tega gibanja, vsi vemo za Byrona, za njegovo tragično usodo, pa Viktorja Hugoja, njegovo pesem in tako naprej. Vemo, da so rekli včasih Byron in Hugo, to sta prava sovražnika sultana, ne pa Grki. Naredila sta mu izjemno veliko škodo, ne, svojo propagando oziroma svojo legendo, ampak seveda zdaj mogoče bi bilo Fido spregovoriti še nekaj besed,
kako je potekal boj za samostojnost. Zdaj so že od 1453, so že na začetku 19. stoletja. Tako. No, boj, ta vstaja v Grčiji je trajala vrsto let, nekaj let, 7-8 let. In ta boj je bil zelo raznolik, pogosto tudi okruten, kajti te vstajniki so bili sestavljeni iz različnih struj. Na eni strani so bili res fanarioti, nekateri. Potem druga struja znotraj vstajniškega gibanja so bili tisti preprosti ljudje. Predstavniki preprostih ljudi so bili tako imenovani klefti. To so bili v bistvu neuki Grki, kleft pomeni taht, to so bili v bistvu razbojniki, to bi lahko rekli, ki so se v osmanskem obdobju preživljali z razbojništvom, ropali so tako Turke kot kristjane, ampak bili so zelo vojaško sposobni. To tudi poudarja Richard Klot, da na začetku vstaje so bili Grki, čeprav kristjanom v osmanskih ureditvi ni bilo dovoljeno nositi orožje, so bili Grki kljub temu nosilci nekih vojaških veščin. In to je bilo povezano s temi klefti, po drugi strani pa z armatoli, kar je zanimiva beseda, ampak to so bili pa krščanske oborožene enote, ki so jih Osmani organizirali v boju proti kleftom. Največji junaki te vstaje so bili klefti, pa tudi armatoli včasih, skratka meje niso bile tako jasne. Ampak, zdaj že vidimo to zelo raznoliko gibanje. Na eni strani te bogataši, fanarioti, na drugi strani klefti, preprosto ljudstvo. Potem so bili še drugi, izobraženci, ki so dejansko pod vplivom zahodnih filhelenov prevzeli te ideje, da so Grki potomci starih Grkov, da morajo biti na to ponosni. In te struje so pogosto prihajale tudi v konflikte med sabo, potem v času trajanja te vojne. Zato je ta vojna tudi trajala tako dolgo, grška vstaja. No, kako se je začelo, mogoče bi o tem tudi povedali. Začelo se je pa tako, da je bila cela zgodba pravzaprav povezana z Ljubljano. Grška vstaja se je začela leta 1821. Sprva na tem področju fanariotov, prvi poskus vstaje je vodil vodja združbe, ki se imenuje Filikieterija, to sem prej pozabila, torej naslednja pomembna struja znotraj vstajniškega gibanja, je v bistvu ta združenje Filikieterija, kar je bilo tajno združenje, malo podobno prostozidarjem, ki so ga organizirali grški trgovci in je pripravljalo v tajnosti grško vstajo. No, začelo se je tam z njihovim poskusom, ki je propadal. Skoraj da istočasno, marca 1821, je prišlo do vstaje na Peloponezu, ki so pa vodili ti klefti. No, in vse to se je pa zgodilo, ko je bila Ljubljana središče, lahko rečemo, Evrope, namreč v času Ljubljanskega kongresa. In v času Ljubljanskega kongresa se je to razvedelo, v času Ljubljanskega kongresa je bil tukaj tudi Ioannis Kapodistrias, o katerem smo veliko govorili tudi v slovenski literaturi, boš to še ti povedal, verjetno. No, Ioannis Kapodistrias je bil tukaj kot ruski zunanji minister, in je verjetno doživljal v Ljubljani prav zaradi teh prelomnih dogodkov, tudi v njegovem življenju zelo pomembne prelomne dogodke. On sicer je imel tako zelo, ni bil čisto prepričan, ali je ta vstaja pametna poteza ali ne. Vemo, da so ga ti predstavniki, in to tudi Richard Klot pravi, da so mu predstavniki Filikieterija kar dvakrat so ga prosili, naj prevzame vodstvo. Da je obakrat rekel, da raje ne, da to ste preveč hudo plačali, preveliko kazen ste plačali za to. On je pač mislil, da morajo Grki res seveda upati na samostojnost, ampak da bodo to dosegli po diplomatski poti, ko bosta Rusija in Turčija spopadli in potem bodo Grki iz tega kaj pridobili zase. Skratka, on
ni bil čisto tako prepričana v pravilnost tega početja, ampak zgodovina ga je vseeno postavila na laž. V času Ljubljanskega kongresa je torej prišlo do vstaje. On je verjetno kot Grk upal, da bodo tuje vele sile, da bo tudi ruski car to nekako podprl. To se ni zgodilo, in zato je on slednjič moral, kot poraženec na Ljubljanskem kongresu, je slednjič tudi zapustil rusko diplomatsko službo, nekaj časa preživel neke vrste prisilni pokojnin, penzij v Švici, in ko je pa nastala grška država, je pa postal prvi predsednik vlade. In na to mesto so ga pač izvolili grški vstajniki. Grška skupščina je iskala predsednika in nekako se je izkazal on za najboljšo možnost. In tako je postal leta 1828 prvi predsednik grške vlade. Ja, ko smo že omenili slovensko literaturo, imamo seveda krasen roman Kriza kongresa našega Tavčarja. Vsi ti dogodki so se praktično nedaleč od Aškerčeve dogajali, v Zoisovi palači, tako da ko si predstavljamo, da je tako Istrias, ko je šel na sprehod, vendarle je videl teritorij, kjer bo bodoča filozofska fakulteta, čeprav je to verjetno še precej bolj njiva kot karkoli drugega. In seveda pojavlja se tudi, imamo posebno knjigo, Grški Feniks, to je napisala Tita Kovač-Artemis, in ta knjiga je šla v Kopru, zato ker Koper se seveda tudi identificira z Kapodistriasom zaradi priimka, kar pa seveda ni čisto utemeljeno. On je bil bolj kapo od Helena, tako bi rekel. Z Koprom seveda ni povezan, oziroma mogoče. Ja, njegovi predniki so prišli z tega področja, na Krf. On je bil rojen na Krfu, ampak njegovi predniki so že več stoletij pred njegovim rojstvom prišli na Krf in ohranjali to zavest, da so z tega področja, zato so tudi ohranjali ta priimek Kapodistrias. Tako da ja, Kapodistrias je povezan tako s Koprom, kjer ima tudi spomenik danes, kot še bolj z Ljubljano. To je premalo v zavesti Ljubljančanov, da je bila Ljubljana za osebno verjetno zelo pomembno mesto. To je verjetno zgodovinski grški lik, ki je najbolj povezan z našim današnjim zemljem. Tako. In tudi z našo literaturo. Tako, gotovo. Po cari smo mogoče malce konkurirali, ta je pa danes že pozabljen. Ta je pozabljen. Ampak tudi Kapodistrias je skoraj pozabljen, ampak mogoče smo ga mi zdaj malo obudili. In tvoji študentje. Tvoji študentje, ki so tudi tukaj. In so dobili nagrado rektorja za seveda odlično razstavo. In smo zelo veseli, ta razstava je bila res vrhunska. To je recimo slika z enega leta nazaj, to je slika hiše na mestnem trgu, kakršna je danes, v Kapodistriasovem času. Ni bila taka, ampak tukaj je živel, tukaj je bival in to smo pač res odkrili z našimi študenti, ki je to, čeprav že Tavčar omenja tudi to, treba je bilo samo locirati tisto hišo, ki jo Tavčar tudi omenja. In smo lani potem ob grškem državnem prazniku takole izobesili zastavo. Midva s Maticom Kristonom smo prav zlezli na okno in smo obesili to zastavo. Ja, zdaj seveda so govorila o filohelenih, ampak obstajajo pa tudi mizoheleni. Tudi te so precej vplivni in tudi te so povezani z nami. Seveda, tukaj igramo seveda mi bolj pozitivno vlogo. Zdaj bomo spregovorila nekaj besed o nekem priimku, ki, kot pravi avtor, še vedno spravlja Grke v deliri. To je profesor Falme Rajer. Našega Kopitarja ni spravljal v deliri, mu je pa prvi povedal, da nima prav. Tako. Falme Rajer je eno ime, v katerem se verjetno Grkom še vedno naježijo. Torej, on je v tistem času, v času grške vstaje, in da se je to zelo tvegano početje. Zdaj, na Zahodu so mnogi podpirali to vstajo kot bajro, ker so pač videli v Grkih, to so vendar potomci starih Grkov in sedaj njih treba podpirati.
je bilo nekoliko zelo romantično gledanje. Ampak zdaj se je pa v tem kontekstu pojavil Fallmerayr, ki je pa rekel nekaj čisto nasprotnega. Da Grki sploh niso stari Grki, ne? To niso potomci starih Grkov, oni so bolj Slovani, ne? Oziroma ne moramo reči, da so to potomci starih Grkov. In seveda to je imelo izjemne politične konotacije v tistem času, ne? Še vedno jih ima, ampak takrat v tistem času grške vstaje pa še sploh. Ne? No in tukaj moramo biti Slovenci ponosni na svoje prednike, na svoje jezikoslovne prednike. Nismo mi zdaj prvi, ki se učimo nove grščine. Sicer nova grščina se pri nas uči v zadnjih dobrih 10 letih, ampak nismo prvi. Ne? Že pred nami so se učili novo grščino in eden od teh je bil Jernej Kopitar, ne? Ki ga seveda Slovenci imamo. Zdaj smo mi sovražimo Kopitarja, ki je bil pa v bistvu, ne? V tem pogledu je odigral zelo pomembno vlogo. On je znal novo grško, naučil se jo je na Dunaju, v teh stikih z grškimi trgovci, ki jih je bilo tam zelo veliko. In on je prvi na podlagi jezikoslovnih argumentov oporekal Fallmerayru. In je trdil, da pač to ne more biti res, da če kaj, grški jezik kaže na kontinuiteto staro Grčijo. Zdaj, grščina, kot se je takrat govorila v njegovem času, je bila nova grščina, ampak seveda ni bila isto kot stara grščina, ampak vsak jezik se spreminja in ravno torej glavna Kopitarjeva ideja je, ki je tudi pravilna, da je to pač, da je tedanja grščina, stara grščina, ki se je pač spremenila in je nastalo nekaj drugega. Ne? In on je prvi na tej podlagi oporekal Fallmerayru in to še vedno drži. Kopitar je imel prav, ne Fallmerayr. Potem, kako pomembna, kako boleča je ta Fallmerayrjeva teorija še danes, pa recimo, kak priča tale, to je zgolj, tega jaz ne razumem v celoti, to je odlomek, to je povzetek enega članka iz, kot vidimo, European Journal of Human Genetics iz leta 2017, ne? Ki tudi omenja Fallmerayrja, kaj je to pomeni. Ne? Torej, leta 2017 so se genetiki lotili genetske študije, da bi ovrgli to teorijo, ne? Da je bil, najbolj so si želeli jo vreči, ampak da bi jo preverili. Ne? No in zdaj, torej vseh teh podrobnosti tega ne razumemo, ne? Ampak nekako ideja je, da če primerjamo danes tudi genetsko, ne? Zdaj, prebivalce Peloponeza, kjer je bila glavnina te slovanske naselitve, s prebivalci severnih balkanskih dežel in s prebivalci južne Italije, potem ugotovimo, da so genetsko bližje prebivalcem južne Italije kot severnih slovanskih dežel. Jaz ne morem tega komentirati z vidika genetike, ne? Ampak vsekakor vidimo, vsaj to lahko vidimo, kako odmevna je ta teorija, kako boleča, ne? Kako dolgosežne posledice je imela, in resnici je bila napačna. Ni razloga, da bi mislili, da je zdaj nova grščina slovanski jezik. Ima slovanske elemente, ima tudi slovanske vplive, ampak to je še vedno slovičnega vidika jezik, kot se je razvil po naravni poti iz stare grščine. Zdaj je to drugi jezik, ali je isti jezik, ali je grščina 1, ali je grščin 3, ali je 5, to je drugo vprašanje. Ne? Ampak popotistila se en sam in zdaj bova prebrala en odlomek, kako bi to izgledalo, ne? Torej, kakšna je bila grščina v tistem času? Tako, zanima nas torej, kakšna je bila grščina pred 200 leti. Zdaj, ne bom še prebrala. Grščina pred 200 leti, v času vstaje, imamo zelo zanimive, fascinantne dokumente, ne? Dveh ljudi, ki sta bila pravzaprav nepismena, ne? Ampak vseeno sta ohranila, tako kot Homer je bil tudi nepismen, pa se je ohranila Iliada in Odiseja. In dva junaka grške vstaje
sta napisala svoje spomine. En jih je narekoval, ker ni znal pisati, drugi se je pa zato naučil pisati, da bi napisal grške svoje spomine na obstajajo. In to je tista ljudska grščina, to je grščina, za katero rečemo, da je še vedno grščina, pa močno spremenjena. Je pa znal gotovo grško tudi Kapodistrias, in ohranjeno, to je bil njegov materni jezik, in ohranjena je tudi njegova korespondenca, ki je večinoma v francoščini, ker je pač kot diplomat večinoma pisal francosko, ampak ohranjena je tudi nekaj grških besedil in to je pa zdaj grščina bolj izobraženega človeka. Začne se v bistvu, vsi tukaj, ki študirate staro grščino, lahko vidite, da je prvi odstavek stara grščina. To je en citat iz Izokrata. Torej, vsi izobraženci so znali staro grško. Ko so izobraženci govorili in pisali grščino, so še vedno govorili novo grščino, ampak neko bolj tako učeno obliko, grščino pod vplivom stare grščine, ki je precej drugačna od tiste preproste ljudske grščine, ampak še vedno je to isti jezik. In to drugi odstavek je pa recimo grščina, kot se je v tistem času govorili, kot so jo govorili bolj izobraženi. Želite preberem? No, bom prebrala drugi odstavek. Temu bi danes rekli katarevci. Ni čist malo anahronistično vseeno. Torej, μετάενος ολοκλήρου έτους αγώνας και πειράματα έπρεπε όλοι οι λόγοι και φρονιμότεροι των Ελλήνων να έχουν ορθάς ιδέας περί της ευρωπαϊκής πολιτικής, περί των Οθωμανικών φρονημάτων και περί των μέσων τα οποία μόνα μπορούν να μας εκβάλουν σώους από τον παρόντα λαβύρινθον και να κάνουν ταύταστας ιδέας των δημόδης και αγορέας, ώστε και η κοινότερος των ογενών να κινείται αυτομάτως εις εκτέλεση των πρεπόντων. To je zdaj grščina, ki jo danes ne govorimo, to je malo bolj starinska grščina, kajti danes je uradni jezik malo bliže tistemu ljudskemu. Ja, zdaj, ker so vidva Filo-Helena, malo se zna Mizo-Heleno, najbolj slavno Mizo-Helene govori Metternich. No, ampak recimo tudi Falmer-Ajer je imel v svoji domovini, oziroma tam, kjer je bival in predaval precej nasprotnikov. Zameril se je celo bavarskemu kralju Ludviku I., ki pa je bil eden najpomembnejših Filo-Helenov svojega časa in tudi politično zelo spreten, kajti Ludvik I. je uspešno plasiral svojega sina Otona Wittelsbacha, ki je tako za orientacijo stric najbolj znanega Wittelsbacha, Ludvika Bavarskega. No, ampak zdaj, Ludvik I. je torej plasiral na prestol po atentatu na Kapodistrija svojega sina Ota. In tisto, kar si prej povedala, če se te prav razumemo, je spet povezano z našim ozemljem, se pravi, ta nastop grške monarhije, Wittelsbachov, se začne v našem Piranu, torej bavarske čete grejo verjetno prek Beljaka, ker imamo tudi pesem Bavara Jarnika, grejo sem dol in se iz Pirana odpravijo z ladjami v Grčijo in to je pomembna slika, ki je bila, kot bo še o tem kaj povedala. Potem bomo spregovorila nekaj o reformah Otona in njegovih bavarcev. Tako, no, mogoče sem še zaključila zgodbo o Kapodistriasu, to je meni seznanje bil napravljen atentat, Klogova knjiga ne govori veliko o Kapodistriasu, seveda ne govori o njemu v Ljubljani, govori v teh zadnjih letih, ko je bil grški predsednik. In je zanimivo, da smo rekli, bil je tukaj bolj kot liberalec, ampak v Grčiji, saj tak je tudi Klogov pogled, se je nekako izkazal za veliko bolj avtokratskega. Razpustil je tiste demokratične institucije, zavladal precej bolj avtokratsko in to je bil verjetno razlog, čeprav verjetno se ne bo nikoli povedala, zakaj točno so ga ubili, ampak na koncu so ga ubili. In potem so preprosto tuje vele sile določili Grkov kralja. In ta kralj, Oton I., je dejansko potoval v Grčijo iz Pirana.
v marsikateri zgodovinski knjigi piše, da je pripotoval iz Trsta. Ko sem tole sliko malo iskala po različnih virih, nekje sem celo našla navedbo, da ta slika prikazuje, kako je Oton prišel v Grčijo in da je to Pirej, ne? Kar je popolnoma nemogoče. Ne? Mislim, tudi ni potoval v Pirej, ampak je potoval v Navpljo, ki je bila takrat prestolnica. Ne? Tako da to je, tudi naslov tega dela je odhod bavarskih ščet v Grčijo iz pristanišča Piran. To piše spodaj pod to litografijo, sem jo posnela v grškem vojaškem muzeju v Atenah. Tam imajo enega od teh izvodov. Ja, kaj bo že vprašanje? Ja, zdaj imamo torej Otona in njegove bavarce in ta ekipa zdaj seveda začenja s številnimi reformami. Kako se je Grčija spremenila v tem času? 30 let je vladal. Tako, ne, kako se je Grčija spremenila. Na zelo zanimive načine, ne, torej brati grško zgodovino je res zelo zanimivo, ker vidite, kako zapletena pisana je. Po eni strani iz tega časa izhajajo nekateri očitno bavarski vplivi. Ne. Tega sicer Klog ne omenja, ampak bi vseeno dodala kot zanimivost, ne, da v tem času pride v Grčijo proizvodnja piva. Ne, in tisti, ki potujete, ki ste bili kdaj na počitnicah v Grčiji, še vedno je najbolj znano grško pivo je Fix. Ne, to prihaja od bavarskega plinka Fuchs, eden od teh bavarcev, ki so prišli takrat v Grčijo. In kot pravi tudi Klog, nekak napaka verjetno teh bavarcev, ki niso bili nikoli preveč priljubljeni, ne, je to, da so nekako zelo nekritično zahodne institucije prenašali v grški svet, ki je bil pač, ki je živel 400 let pod Osmani. Ne. In ena od teh reform je bila na šolskem področju. Ne. Takrat so bavarci preprosto prenesli ta nemški sistem gimnazije v Grčijo. In zanimivo je, da se to še vedno v veliki meri ohranja, ker še vedno Grki na nek način ohranjajo ta sistem klasične gimnazije, učijo se staro grščino, vsaj na nekaterih smereh, ampak tudi latinščino, kar je nam malo nenavadno, ampak vseeno še vedno tudi na maturi v Grčiji še vedno dela matura iz stare grščine, seveda iz nove, iz stare, ampak tudi iz latinščine. In to je ta ena od teh dediščin, teh zahodnih vplivov, ki so bili nekako umetno prinešeni v Grčiji. Nekateri so se držali, drugi ne. In seveda v ta čas v bistvu sodi tudi ta izrazita identifikacija staro Grčijo. V tem času se začne še bolj poudarjati to, da je nova grška država nadaljevanje stare Grčije. Kar lahko rečemo, da je v nekem smislu tudi to zelo Klog poudarja, da je to v nekem smislu tudi zahodni vpliv, kajti zahodni romantiki so bili filheleni in so Grčijo podpirali zato, ker so v njej videli, ker so v Grkih videli potomce starih Grkov. Ne. No, in v ta čas v bistvu sodi nastanek Aten kot prestolnice grške države. Do tega časa, do bavarskega obdobja je bil prestolnica Navplji. Potem pa prenesejo prestolnico v Atene, kar je bila čisto zavestna odločitev zaradi teh klasicističnih teženj. Da se pokaže, da je to država, ki ima neko povezavo s staro Grčijo. Atene so bile pomembno mesto v klasični dobi stare Grčije, 5. in 4. stoletje pred Kristusom, potem dolgo časa in potem spet v 19. stoletju. Zato tudi to rada povem študentom, ne smemo biti razočarani, ko pridemo v Atene in vidimo tisto betonsko gmoto. Atene niso prerez grške zgodovine. To niso tako kot Rim za Italijane, malo drugače. Atene so bile res v zelo majhnem zgodovinskem obdobju središče grškega sveta. To je bil bolj Konstantinopel. Dlje časa je bil prestolnica Konstantinopel kot Aten. Ta prenos prestolnice v Atene je čisto zavestna odločitev na podlagi te identifikacije, ki je deloma umetna.
kaj se stara Grčija. No, te zahodne reforme niso bile povsem priljubljene, pravoslavje ni to sprejelo z navdušenjem in po 30 letih so Wittelsbache zamenjali Danci. Torej, danska dinastija, seveda je treba vedeti, v Evropi je bilo veliko drugorojenih princov in tukaj v Grčiji so imeli kar dobro kadrovsko politiko. Tukaj je bil zdaj seveda predstavnik dinastije Glücksburg, ki mu po slovensko rečemo Jurij I. In ta je pa seveda popeljal Grčijo vendarle uspešno vse do balkanskih vojn. Nekako prvo stoletje obstoja grške države, je ravno se obvadalo s koncem, lahko rečemo, Prve svetovne vojne. In kot tudi poudarja Klog v grški zgodovini, je nekako zunanja politika obvladovala ta politični prostor v teh prvih stoletjih, predvsem ta tako imenovana velika ideja. Na začetku, kot on navaja podatek, je grška država obsegala tudi temno modro področje, ki ga vidimo tukaj. To je bil med drugim zasluga Kapodistriasa. Namreč Kapodistrias je zaradi svojih diplomatskih sposobnosti dosegel, da je meja prvotne grške države segala tako visoko, od Arte do Volosa. Ampak še vedno je bil znotraj tega področja, kot pravi Klog, samo 1/3 vsega grškega prebivalstva vzhodnega Sredozemlja. Recimo, da je to približna ocena, ker kdo je bil Grk, to je drugo vprašanje, ampak zelo malo. In nekako želja, cilj prvega stoletja obstoja grške države je bila prav ta širitev države, da bi se pod okrilje tedanje kraljevine, grške kraljevine, združili vsi Grki. In dejansko jim je v prvih 100 letih do balkanskih vojn to uspevalo postopoma, sicer bolj po zaslugi diplomacije, radodarnosti tujih sil, lahko tudi rečemo, kot zaradi lastnih vojaških dosežkov, ampak vseeno. Torej, ta temno-modro področje je prvotna grška država. Ko nastopi vladavino za Otonom, ki so ga preprosto izgnali, nastopi Jurij I iz danske dinastije Glücksburgov, dobi takrat Grčija v bistvu kot dar od tujih velesil Jonske otoke. To je to svetlo-modro, malo bolj svetlo-modro področje. Potem ob koncu 19. stoletja oziroma po Berlinskem kongresu dobijo od Osmanov Tesalijo. V tistem času, proti koncu 19. stoletja, dobi počasi tudi Kreta najprej samostojen, avtonomen status, dokončno se pridruži Grčiji po balkanskih vojnah. No in seveda do balkanskih vojn. Balkanske vojne so bile v bistvu tudi uspeh za Grčijo, ker takrat dobijo pod svoje okrilje zdaj Makedonijo, pokrajino Makedonijo, ki je takrat bila etnično pisana. So Grki, Slovani, Bolgari, Judje, bila je etnično zelo pisana. In tako je pač Grčija Prvo svetovno vojno pričakala, torej skoraj da v današnjem obsegu, ne še. Do dekanezi so bili italijanski, niso bili še grški. In upali so, da v Prvi svetovni vojni, da jim bo uspelo še kaj več. Ja, ker naj v čas nekako že preganja, bomo mogoče spustila pogovor o Prvi svetovni vojni, ker so mogoče dogodki tik po Prvi svetovni vojni zelo ključni in usodni. In spregovorila bova o Smirni. No, tudi Smirna je danes povezana s Slovenci, namreč nadškof v Izmirju v Smirni, katoliški nadškof je Slovenec, monsignor Kmetec. Največ pa so današnje razmere za katoliškega monsignora zelo drugačne, kot so bile na začetku 20. let. Ja, na začetku, seveda. No, na začetku 20. stoletja
To si me vprašal, ne? No, Smirna, ne? Smirna, ja. No, če začnemo s katoličani, tudi takrat so živeli v Smirni katoličani, tudi protestantje, ki so bili potomci v glavnem Angležev in Američanov, Grki seveda in Turki, ne? In še kdo. No, nekako Smirna je bila skozi vso to obdobje, ki smo ga opisali, tudi v času Prve svetovne vojne, nekako tisti glavni cilj Grkov, glavno upanje Grkov, da bi se razširili še tja. Glavna ideja te tako imenovane velike ideje je bila, da bi se pod okrilje grške države združila vsa področja z grškim prebivalstvom in to je vključevalo tudi te maloazijske obale, ki so bile še vedno močno, ker so preživeli še vedno Grki. Tako v mestu Smirni, kot tudi v okoliških vaseh je bilo ogromno Grkov, nekako Klop pravi, da sicer ni jasno, kdo je bil v večini, ampak sama Smirna gotovo je bila neko zelo svetovljansko bogato mesto, kjer so Grki, tudi če niso bili v večini, pa so tvorili neko mestno elito, bogataše, bogate trgovce. No in kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, čemu danes pravimo maloazijska katastrofa. Zdaj, v podrobnosti Prve svetovne vojne se raje ne bova spuščala, ker je preveč zapleteno, ampak nekako je torej Grčija iz Prve svetovne vojne izšla, lahko rečemo, na strani zmagovalcev, na strani sile Entente, ki jih je vse skozi podpiral tedanji predsednik, eden največjih, najpomembnejših politikov 20. stoletja, Eleftherios Venizelos, in njemu je uspelo nekako dogovoriti se, da je bilo Grkom dovoljeno zasesti Smirno, zaradi Osmansko cesarstvo je takrat propadalo, znašli so se na strani poražencev. Tudi Italijani so skušali zaseči to ozemlje in zato so potem zavezniki dopustili Grčiji, da zasede Smirno in okolico. Dogovor je bil tak, da bi tam Grki ostali 5 let, da bi trajala grška okupacija, na kar bi grški tamkajšnji parlament lahko izglasoval priključitev Grčiji, ampak Društvo narodov pa je imelo pravico zahtevati referendum. Ampak to je bil dogovor, ki je bil v Grčiji razumljen kot veliki diplomatski triumf, kot uresničitev dejansko stoletnih sanj. To so bile stoletne sanje, združitev vseh Grkov pod okriljem Grčije. No, ampak zgodilo se je to, kot že rečeno, zgodila se je maloazijska katastrofa. Turška stran se je takrat osnovno postavila na noge pod vodstvom Kemala Atatürka. Prišlo je do vojne, turška stran tega dogovora ni nikoli sprejela. Prišlo je do vojne med Grčijo in Turčijo, kjer so bili Grki bridko poraženi, doživeli so strašanski poraz. Potisnjeni so bili čisto na obalo, grška vojska. Smirno so požgali, od te Smirne ni ostalo tako rekoč nič. To je tudi dobro upodobljeno, to so fotografija z tistega časa. In mnogi Grki, ali so ne samo Grki, tudi Armenci, ki so tudi tam živeli, mnogi so bili pobiti ali odpeljani v taborišča. Tukaj med nami imamo tudi našo študentko, ki dela doktorat o tej temi, o tej taboriščni literaturi iz tega časa, ki opisuje te dogodke v Mali Aziji. In torej Grki so ta ozemlja potem dokončno izgubili. Še več, prišlo je do nekega zelo radikalnega ukrepa, gledano z današnjega vidika zelo radikalnega ukrepa
za katerega pa tudi Klok pravi, da mogoče ni bilo druge rešitve. Torej, odločili so se te konflikte med Grki in Turki, ki še vedno nekako živijo v bistvu, tudi še danes, rešiti z izmenjavo prebivalstva. In ravno zdaj poteka 100 let, zdaj je torej 100. obletnica, lahko rečemo, teh dogodkov, izmenjave prebivalstva. Dogovorili so se, potem je prišlo po vojni, je prišlo do Lozanske pogodbe med Grčijo in Turčijo, kjer so se dogovorili o mirovnih pogojih. Že predtem pa so se dogovorili januarja leta 1923 za izmenjavo prebivalstva. To je bil torej načrt, po katerem so iz Grčije, iz Turčije, področja nekdanjega Osmanskega cesarstva, v Grčijo preselili Grke, rečeno v narekovajih, bom povedala, zakaj v narekovajih, in obratno. Iz Turčije so preselili v Grčijo, iz Grčije so preselili v Turčijo Turke, spet v narekovajih. Nekatera področja so bila sicer izvzeta, recimo Konstantinopel, ki je bil izvzet iz tega dogovora, ampak to je pomenilo ogromen, zelo pomemben dogodek v grški zgodovini. V Grčijo je takrat potem prišlo okrog 1 milijon prebivalcev iz Male Azije. Iz Grčije v Turčijo pa, tudi po podatkih Kloga, 380 000, skratka, bistveno manj. Ker smo prej govorili o Makedoniji, šele zaradi teh dogodkov, zaradi te selitve je Makedonija, pokrajina Makedonija, postala pretežno grška. Predtem je bila etnično pisana, zdaj je postala večinsko grška, ker so se večina teh prebivalcev se je naselila v severnih delih Grčije. Tudi drugod, tudi po Atenah imamo še vedno te četrti, ki se imenujejo Nova Smirna, Nova Ionija, kot spomin na to naselitev, ampak večinoma v severno Grčijo. No in mogoče moram zdaj napraviti tudi uvod že v naslednje predavanje. A je tako, a bi reče kaj vprašal? Ja, imam še veliko vprašanj, ampak počasi, zdaj avtor se piše Klok, tam je gor je Klok, tako da počasi bova končala, ti naredi uvod v naslednjo predavanje, pa še 2 vprašanje pripravil za zaključek. Tako, no, to je imelo tudi, kot rečeno, ta selitev, zdaj bo sledilo predavanje, ki je sicer jezikoslovno, ampak se nanaša tudi na te zgodovinske dogodke, o katerih zdaj govorimo. Profesorica Sitaridu namreč preučuje grščino, ki se še vedno govori v Mali Aziji, ob Črnem morju. Zakaj? Zakaj zdaj teh Grkov niso preselili? Kriterij delitve je bila v bistvu veroizpoved, kar je pomenilo, da so iz Male Azije v Grčijo preselili pravoslavne vernike. Niti ne, ker si začel s tem, bom to omenila, niti ne katoličanov, niti ne protestantov. Oni so celo smeli ostati v Smirni. In zato, vsaj po nekaterih študijah, ki sem jih sama brala, se je še v 60 letih v Smirni govorilo grško, ampak to so bili potomci katoličanov in protestantov. Pravoslavni so se pa preselili v Grčijo. Seveda pa so v Mali Aziji so takrat obstajali tudi pravoslavni verniki, ki so se identificirali kot Grki, sami sebi so rekli Romji, ne bom se spuščala zdaj v to, zakaj, identificirali so se kot Grki, ampak govorili turško, bili so pravoslavne vere, govorili turško, pravimo jim danes Karamanlidi in zanje je bilo napisano zelo ogromno literature, ki jo tudi omenja Klok. Obstajali pa so tudi muslimani, ki so pa govorili grško, ampak jih niso preselili, zato ker so bili muslimani. In ohranili so se na tem področju še do danes, ki ga preučuje profesorica Sitaridu ob Črnem morju. To je ena teh redkih skupin, še vedno grško govorečih prebivalcev Male Azije, ki jih ta selitev pač ni doletela. Tako da, zato se to predavanje naslednje, čeprav je jezikoslovno, se nanaša tudi na te
zgodovinske obletnice, zgodovinske dogodke. Ja, mi dva bi lahko še govorila o Metaxasu, o kvazi fašistu, ki je pa sovražil fašiste italijanske. Govorila bi lahko o dogovoru Stalin-Churchill in pravzaprav sploh o pro-britanski grški politiki, ampak mogoče bi vendarle zaključila z enim vprašanjem. Mi vemo, da je seveda zdaj Grčija že 40 let članica Evropske unije. Pred kratkim je Grčija praznovala 200. obletnico boja za neodvisnost. Zdaj, da se govorila o preteklosti, kakšna je pa prihodnost, ki ti vidiš? Ja, sploh ne vem, če upam odgovoriti na to vprašanje. Prej smo se pogovarjali z vodstvom fakultete o tem, kaj je sploh Grk. Jasno je, da, kot pravi tudi Klop, da Grk je nekaj, s čemer se rodiš in česar nikoli pa Grk ne moreš postati. Niti ne pomeni kriterij grštva, niti ni jezik. Torej, jaz znam grško, ampak Grkinje ne bom nikoli. Tako da lahko rečemo, da kaj imam jaz, kaj jaz sploh govorim o tem. Ampak zato bi kar zaključila z eno misljo Richarda Knoga, s katero zaključi to zgodovino, da pač grška zgodovina se res bere, zelo je presunljiva, pretresljiva, tudi tragična, to je bil eden od razlogov, zakaj sem se zgodila, sploh preboda tega dela, ampak nekako zaključi iz vseh teh tragedij 20. stoletja. Prva je bila ta maloazijska katastrofa, druga je bila pa druga svetovna vojna oziroma 4-letna državljanska vojna, ki je sledila. Vse je Grkom nekako uspelo izvleči. Živi in zdravi so prišli iz vseh teh tegob. Tako da mislim, da bo. Želela bi zaključiti s to mislijo, da naj bo tako tudi v prihodnje. Spoštovana gospa profesorica, draga Jerneja, hvala lepa za pogovor. Hvala tebi.